proračun je tisti del dela, ki ga upravljamo svetnice in svetniki, ki je zagotovo najbolj zahteven. Amandmaji, ki se vlagajo razumsko z namenom, da bi se sredstva prerazporedila na neko druga področja, kjer jih nekateri pač vidijo kot prednostna. Sama kot zdravstvena delavka ne morem zagovarjati prerazporeditev sredstev z namena zdravstvenega doma v neke druge aktivnosti, to pa zato, ker je pač v tem trenutku prizidek zdravstvenega doma v takšni fazi, da ga je potrebno nadaljevati in ne zaustaviti, in seveda zagovarjam tudi vse dodatne aktivnosti, ki se bodo s infrastrukturo v zdravstvenem domu dogajale. Gre za širitev preventivne dejavnosti, ki jo še kako potrebujemo v vseh življenjskih obdobjih. Gre za to, da bomo aktivno delovali na preprečevanju obravnave kroničnih nenalezljivih bolezni. Tukaj gre za visok krvni tlak, tukaj gre za sladkorno bolezen, za srčno-žilne bolezni. Nujno potrebujemo tudi eno manjšo telovadnico, razvojno fizioterapijo za otroke, tudi za starejše občane. Skratka, kot zdravstvena delavka še enkrat podpiram vsa proračunska sredstva, ki so namenjena za zdravstveno varstvo občank in občanov. Zdaj, če na grobo na samem začetku povem, je žal razvojno nenaravnan po celi občini. Gre se za več, naša občina ima 52 naselij, 12 krajevnih skupnosti in vse bolj je centralizirano v sam del razvoja v centralno v Radovljici in manjši okolici. Podeželje pa nekako stojijo in ne grejo v razvoj. Nujno potrebne so na področju infrastrukture, razvoja podeželja. Če samo omenim, od Brezij do Podnarta, teh krajevnih skupnosti je nujno potrebna izgradnja čistilne naprave in pa kanalizacije. V tem trenutku še ni tistih indicov in želj, očitno ni še toliko volje do tega. Moti nas, ker se nismo našli skupnega jezika pri pripravi, oblikovanju participativnega dela proračuna, kar upam, da po letu 2020 pa bomo našli neki skupen jezik in da se v tej smeri začne ta zgodba odvijati. Na področju obrambe bi rad poudaril, da nas, ker obramba je zelo pomembno področje, varnost občanov in vse ostalo, nas moti to, da je v proračunu namenjenih dobrih 1,6% proračuna. Naša želja in pa volja je, da ta odstotek stopi nad 2%. Trenutno kaže, da bo ostal na 1,6%. So bile tudi to vaše pripombe, ki so se zbirale do 11. februarja? Da, vseh 17 pripomb in mnenj smo podali do vključno 5. februarja in na to nismo dobili skoraj nič ni bilo zadoščenega od tega, kar smo, vse je bilo večinoma zavrnjeno. Ampak upam, da bo v nadaljevanju stekel pogovor, dialog in da bo pa le potrebno na teh pomembnih točkah zagotoviti te sredstva in pa da se te zadeve, ki so pomanjkljive, v končni fazi tudi rešujejo čim prej.